imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, tu v Novi Gorici in vsi, ki gledate televizijo Exodus, prisrčno pozdravljeni. Zapeli smo pesem Čast Jezusu Kristusu, ki je od mrtvih vstal. To je edina resničnost, ki res nikdar ne mine. Jezus je vstal, Jezus živi in Jezus je na vseh poteh našega življenja. Srečanja, ki nas vedno znova spodbujajo k skupnemu razmišljanju, so namenjene prav temu srečanju z Jezusom. Jezus je z nami, vendar pa se želi srečati z vsakim izmed nas, čisto osebno, kakor tudi skupno, kot je rekel in obljubil, ker sem jaz, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Jezus je tu med nami, je v najsvetejšem zakramentu, v tabernaklju. Jezus je z nami po svojem duhu, saj smo mi po milosti krsta udje njegovega skrivnostnega poveličanega telesa. Vprašanje pa je, ali se mi tega zavedamo. Ali mi res vemo, da je Jezus z nami, da nas je dobesedno po milosti krsta vzel vase, da nas Jezus nosi skozi to naše zemeljsko življenje in romanje in želi, da bi tudi to, kar je naša resničnost, da je Jezus z nami, tudi nenehno doživljali in da bi nam to dajalo novih in novih moči. Srečanja z Jezusom, to je naslov teh tudi televizijskih oddaj, ki so na televiziji Exodus, ki pa naj nas vse spodbudijo iz tedna v teden, da bi se res čim bolj osebno in čim globlje in čim bolj prisrčno srečevali z Jezusom. Z Jezusove strani ni nobene težave, nobenega problema. Jezus srčno želi biti z vsakim zelo, zelo osebno, kar najbolj. Vprašanje pa je, ali jaz to res želim, pa ali se želim tudi potruditi, da bi se čim bolj prisrčno z Jezusom srečeval. Kdo je kristjan, če vprašamo? Kristjan je tisti človek, ki lahko reče, Jezus živi, jaz ga poznam, z njim se srečujem. In to je lepo. In ki želi potem to srečo, srečevanja z Jezusom tudi deliti z drugimi. Temu je namenjeno tudi to naše skupno srečanje ob Jezusu in vsa ta naša razmišljanja. Danes nadaljujemo razmišljanje o tem, kaj se je zgodilo učencema, ko sta šla, potem, ko je Jezus od mrtvih vstal, v Emaus. Pravzaprav, kakor vemo, sta bežala proč od teh žalostnih spominov Kalvarije in premišljevali smo tudi o tem, kako se jima je skrivnostni tujec pridružil na njuni poti, ki je vodila v Emaus. Najbrž je bilo to domači kraj enega od teh 2 učencev. Hotela sta vse skupaj pozabiti, vse se jima je zrušilo, bila sta, kakor tukaj piše v Evangeliju po Luku, razočarana, žalostna sta obstala, ko se jima je približal ta skrivnostni tujec in je vprašal, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. In potem vemo za odgovor, eden od njiju, ime mu je bilo Kleopa, je rekel, si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki, je rekel. Dejala sta, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok v mogočem dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega tega pa je danes že 3. dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst, ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celo videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.
In on jima je rekel: Ones pametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Torej, skrivnostni tujec, ki je šel z njima v korak, prav sta storila, da ga nista nagnala proč, pa rekla: kaj naj tu sedaj motiš v najim pogovoru. Bila sta vljudna, sprejela sta ga. Ne vemo kako, zdaj prvi trenutki gotovo je bilo za njo to moteče, ko posluša njun pogovor, ker najprej je on poslušal, kaj sta govorila, kaj se je zgodilo, potem pa je sam tudi začel pogovor. Mi vemo, to je ostali Gospod Jezus. Vendar je bil pa njima neznan, tujec. Glejte, in točno to se dogaja tudi z nami, da če tudi smo kristijani, ta dva sta bila učenca Gospodova, se pravi, da sta ga že kar nekaj let se z njim družila, ga poslušala, ga vpraševala skupaj z drugimi, skratka bila sta z njim in vendar je ta človek, vemo, da je bil to Jezus, njima bil tuj. To se lahko zgodi tudi nam in žal to tako tudi je, z vsemi nami, vključno z duhovniki, seveda, gledajte, da nam je kljub temu, da smo mi kristijani, da nosimo Jezusovo ime, Kristus, kristijani, da smo Jezusovi, da nam je ob vsem tem, ko gre z nami po poti življenja, tuj. Pa sem pri sveti maši, celo mašujem, pa poslušam Božjo besedo, pa grem k svetemu obhajilu, sploh prejemam zakramente in mislim, da sem dober kristijan, pa nekje mi je Jezus tuj. To žal je možno, ker gledajte, neka ovira je tu, da ne pride do pravega srečanja z Jezusom. Srečanje z Jezusom je milost. In tu seveda ima pobudo Jezus sam. Ker Jezus se hoče vsakemu človeku, ki je odprtega srca, osebno razodeti. Vprašanje pa je, ali si jaz želim tega osebnega srečanja z Jezusom. Res osebnega in ali se tudi potrudim, da bi se mogel osebno srečati. Kaj je oviralo ta dva, da nista Jezusa prepoznala? Ker tukaj ne piše, da se je Jezus kakorkoli spremenil. Jezus je ostali Gospod, vendar dva ga nista prepoznala. Kaj je oviralo? Preveč sta bila v svojih težavah, v svojih problemih. Vse sta gradila na Jezus iz Nazareta, skupaj z drugimi apostoli sta sanjala, kako bo on bodisi politično seveda rešil izraelsko ljudstvo, ki je bilo pod rimsko okupacijo, pa tudi kako bo versko prenovil torej Izrael, ker ko sta skupaj z drugimi učenci poslušala Jezusa, sta videla, da je v Izraelu, začenši seveda z vodstvom Izraela tedanjega, velikimi duhovniki in drugimi, pa potem s to prakso, kakor se je odvila, nekaj narobe, da je to ni prava globina, prava vera. To sta vedela. Saj sta poslušala in Jezusov govor na gori, kjer je Jezus kar naravnost povedal, kaj vse je narobe v tej judovski praksi, kakor so imeli, in da je to pravzaprav bodisi poplitvenje judovske vere, bodisi tudi v tej ali oni stvari zgrešeno. Torej tako, da ta dva učenca nista bila, bi rekel, neuka. Bila sta pobožna Juda, poslušala sta Jezusa, razumela, kaj je hotel povedati, in človek bi rekel, ja, se bi ga morala potem prepoznati, če sta bila Jezusova učenca. In vendar ga nista prepoznala, ker so bili, to je bilo pa skupno vsem Judom tedanjega časa, ko bo Mesija prišel, to bo nekaj čudovitega, osvobodil bo seveda Izrael iz tega torej, hlapčevanja tujemu narodu,
vendar že enkrat, ker tolikokrat se je to zgodilo v zgodovini Izraela, in potem bo stvari postavil na svoje mesto. Na svoje mesto. To sta upravičeno pričakovala. Globlje pa nista šla. In če se vprašamo, kako je z nami. Ja, saj mi tudi pričakujemo, naj Bog nekaj stori. Naj uredi te stvari. Najprej seveda v naši, govorim sedaj, slovenski družbi, naj stvari v družbi, kakorkoli je to v tem našem narodu, postavi na pravo mesto, tega smo že vsi siti, tudi vsega tega dogajanja, kakor je. To je pričakovanje in seveda po svoje upravičeno pričakovanje tudi nas, kristjanov, končno tudi vsakega prebivalca te dežele. Glejte, in druga stvar je pa tudi ta, ko vidimo mi kristjani, situacija, kakršna je, gledamo sebe, gledamo okolje, gledamo družine in tako naprej, rečem, ja, to ni v redu, to krščanstvo ni v redu. Glejte, naj Gospod to postavi na pravo mesto, naj se vendar nekaj zgodi, da bo ta dežela krščanska, kakor je nekoč tako smo doživljali in gotovo marsičem je bilo tudi res, bi bila krščanska v prejšnjih rodovih. Čeprav seveda veliko tudi sami zraven primislimo, kako je vse krasno nekoč bilo. Torej, vedno je krščanstvo preživljalo svoje težke ure in čase, tudi prejšnji časi niso bili zlati časi. Kakor je res tudi, da ti sedanji časi spet niso tako hudi, je pa dovolj hudo. Tako želimo si vsi, da bi se nekaj spremenilo, bodi si v družbenem smislu, pa tudi pod vidikom krščanstva, torej naše vere. Zakaj potem ta dva nista prepoznala Jezusa? Zato, ker nista šla v globino. Jezus jima je sam rekel, o nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo. Si sploh nista mogla predstavljati, kakor drugi judje tedanjega časa, da bi on, ki ga ves Izrael pričakuje, Mesija, ki je kralj, trpel, da bo umorjen, da se bo to zgodilo z njim, kar so tudi ta dva pripovedovala, da se je zgodilo z Jezusom iz Nazareta, ko so ga prijeli, obtožili seveda na motiranem procesu, obsodili in potem križali na Kalvariji, to na očeh vseh. To je bila tragedija in to je bilo popolno sesutje vseh njunih sanj. In Jezus je potem začel njima razlagati. Razlagati, kaj je o njem vseh pismih. In nas tudi zanima, kaj je o njem vseh pismih. Ona dva nista mogla razumeti, čemu to, te logike, božje logike nista razumela, čemu je Mesija moral trpeti. Pa saj sta videla, pa on je hodil okrog, govoril Božjo besedo, ljudje so ga radi poslušali, delal je znamenja, ozdravljenja, čude različne in tako naprej. Tudi odpuščal je grehe, pa se to je dovolj, bi rekli. Torej, ta dva sta se veselila skupaj z drugimi, da se je začela prenova. Ampak tega pa, da je Jezus iz Nazareta, ki so mu tako rekoč vsi, saj tisti najbolj zvesti ploskali in bili navdušeni nad njim, da je pa moral tako, kakor sta mislila, končati, to jima pa ni šlo v glavo. Nikakor nista mogla razumeti Kalvarije in križa. In če smo iskreni, tako je tudi z nami. In vendar samo, če razumemo, da se je to moralo zgoditi, da je Jezus po Božjem načrtu moral trpeti in tako potem zmagati v svojem stajenju in nas tako rešiti, samo potem res moramo tudi vstopiti v pravo srečanje z Jezusom. No, če se sedaj malo poglobimo v to, kaj jima je pravzaprav Jezus razlagal.
najdemo pri preroku Izaiju in ta odlomek je Jezus zagotovo tudi jima razlagal vrstico za vrstico. To je 53. poglavje preroka Izaija, ki govori o gospodovem služabniku. To je pa skrivnostni mož, skrivnostni človek, ki je bil zavržen in ki je ogromno trpel. In videti je, da ta dva učenca, pa tudi drugi v Izraelu, ki so pričakovali, da bo Mesija prišel kot kralj, kot slaven in tako naprej, in da bo povedal Izrael v svobodo, sploh niso mogli razumeti, da so te besede o tem ponižnem, trpečem Božjem služabniku, o katerem govori prerok Izaija v 53. poglavju, da se bo tako zgodilo to odrešenje. Pojdimo skozi ta odlomek, pa premišljujmo, kako je Jezus, ko je stopal z njima po poti, samega sebe predstavil. Ker vemo, počasi so se odstirale njune oči, počasi sta umevala, kaj pravzaprav se je zgodilo. Jezus povzame besedo preroka Izaija in spregovori o zgodbi tega Božjega služabnika. Pravzaprav so 4 spevi o gospodovem služabniku. 4 spevi. To je 4. spev. Takole začne Izaija. Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad kom se je razodel gospodov laket, roka. To se pravi moč. Kako se je Božja moč razodela. In potem v duhu gleda Izaija naprej. Pognal je, kakor mladika pred njim, pred Bogom, kakor korenika iz suhe zemlje. Ta ponižna mladika, ki požene iz suhe zemlje, zanimivo, ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Ko sta ta dva to poslušala, sta se gotovo zamislili, a saj to pa je? Saj to je pa zgodba o tem, kar se je zgodilo z Jezusom iz Nazareta. Bolj in bolj sta to premišljevala, bolj se jima zdelo, da je nekje to blizu Jezusovi zgodbi, ker kako je bil Jezus obraz iznakažen, ko so ga pretepali, izmučen od trpljenja. Ljudje so se proč odvračali od njega. Težko je gledati človeka, ki trpi, ki so ga bičali, s trnjem kronali, ki so ga potem mučili. Človek se proč obrne. Zato je to zapisano o Jezusu. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi. Točno tako je bilo. Proč so bežali? Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi. Tudi lastni prijatelji, apostoli so ga zapustili. Mož bolečin, pa je res. Mož bolečin, ta skrivnostni Božji gospodov služabnik, znanec boleznic, znanec vsega trpljenja, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. Spomnimo se, kako je bil Jezus zaničevan tisto noč, ko so ga zasliševali pri velikem duhovniku, Kajfi. Kako je bil zasramovan. Kako so se norčevali iz njega, ga zaničevali, kako so ga zavrnili. Potem pa pove, v resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. Ljudje so bili pohujšani, govorim o Jezusovih učencih. Kako je mogel Bog to dopustiti? Jezusa, ki je sama dobrota, so zasramovali, so ga pretepali, so ga zaničevali,
Kako je mogel to dopustiti? In piše, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. Pa kaj se to dogaja? Kako Bog more to dopustiti? Tu je nekaj narobe. Potem pa Izaija v Božjem duhu komentira, on pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Glejte, to je to spoznanje. In to, da je Jezus bil ne samo zaradi naših splošno, ampak tudi zaradi mojih prestopkov, mojih krivd, ranjen in strt. Do tega pa učenca, vse dokler jima Jezus ni tega razlagal, nista prišla. Glejte, da je Jezus bil prizadet, ranjen zaradi mojih prestopkov, strt zaradi mojih krivd. Dokler jaz ne spoznam, da je Jezus ranjen tudi zaradi mene, zaradi mojih krivd, dokler tega ne spoznam, Jezusa jaz ne morem osebno poznati. To se pravi, to, da jaz na njemu, v njegovih ranah prepoznam svoje krivde, svoje prestopke, svoje grehe, to je pogoj, da jaz Jezusa osebno poznam. Jezus je odrešenik, pa ne najprej odrešenik od teh pa človeških stvari, težav, ki jih imam, ampak je prišel, da me reši moje krivde, mojih grehov. Ja, potem pa je potrebno, da jaz prepoznam v Jezusu, da je ranjen zaradi mojih grehov. Jezus, ponižni Gospodov služabnik. In pove Izaija naprej, kazen za naš mir je padla nanj. Kazen za naš mir je padla nanj. To, da sem rešen, da sem deležen Božjega miru, da imam mirno vest, to je moral nekdo plačati. In to je plačal Jezus. Kazen za naš mir je padla nanj. Za vsak greh je potrebno zadoščevanje. In Jezus je naredil to zadoščevanje za vsakega izmed nas. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Se pravi, moje rane mojih krivd, mojih grehov so se zacelile, so ozdravljene s tem, da je bil Jezus ranjen. Torej, Jezus meni odzema rane, ki se že kar tudi gnojijo, glejte, vse te moje krivde in grehe mi odzeme, tako da nas se jemlja te rane. On je moral biti ranjen, da sem jaz potem brez ran. Da so moje rane moje vesti, mojega srca ozdravljene. To je čudovita beseda. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Naš zdravnik je ranjen. To ni zdravnik, kakor so drugi zdravniki, ki pač zanimo, da so zdravi, ali pa saj se trudijo, da so sami zdravi, a ne? In potem ozdravljajo zdravilom, vzame pa ti da in dobro, ozdraviš telesno. Tako ne gre v duševnem smislu. Potrebno je, da Jezus rane mojih grehov sprejme nase. In to je Jezus tudi storil. In ko je bil ranjen, bičan, pretepan, tako rekoč iznakažen, na ta način so bile potem moje rane moje vesti ozdravljene. In potem, vse to je Jezus razlagal tema dvema popoti, to je šlo kar dolgo časa. Mi vsi smo tavali kakor ovce, točno to je res. Čeprav pogledamo, kako ljudje tavamo okrog, zablodeli smo, ne vidimo poti nekje, kot rečemo, zavoženo je to moje življenje, napačno sem šel, napačno sem živel, napačno sem delal. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot. To je usodno. To je pot, seveda greha, pot proč od Boga. Obrnili smo se vsak na svojo pot. Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. To je torej ta zgodba, ki jo je Jezus razlagal po poti.
Torej, počasi sta se jima odpirale oči, ko sta videla, ja, se to je pa res. Vsi mi smo zašli, vsi mi smo grešili, vsi mi smo obremenjeni s krivdo. Kdo nas bo rešil? In tukaj Izaija po Božjem duhu govori, ta skrivnostni Gospodov služabnik, ki je prostovoljno sprejel trpljenje kot zadoščevanje za naše grehe. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. Težka je ta beseda, bil je mučen, ki je za nas krvavi potpotil, ki je za nas bičan bil, ki je za nas trnjem kronan bil, ki je za nas težki križ nesel, ki je za nas križan bil. Kratko povzemamo njegovo trpljenje. Bil je mučen, a se je uklonil. Prostovoljno se je uklonil. Jezus bi se lahko izognil trpljenju, pa se ni hotel izogniti, hotel ga je svobodno sprejeti iz ljubezni do nas, da nas reši. Se je uklonil in ni odprl svojih ust. Jezus je tiho in v ljubezni, z ljubeznijo trpel in sprejel nase vse trpljenje in vse zasramovanje. Kakor jagnje, ki ga pelje v zakol. Hudo se sliši ta stavek. Jagnje pač, kako poznamo jagneta, ne ve, kam ga peljejo. Da ga peljejo v zakol, v klavnico. Jezus je vedel, kam ga peljejo. Jezus je vse vedel, kaj se bo zgodilo. Vendar je bil tiho in stopal naprej. Sprejel je pa nase vso krivdo. In to mi govorimo pri vsaki sveti maši, glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kakor jagnje, ki ga pelje v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. Vemo, samo nekaj stavkov je Jezus rekel med svojim trpljenjem. Bodi si ob zasliševanju pred Kajfo in velikim zborom, bodi si pred Pilatom in nekaj stavkov na Kalvariji, sicer pa molk. Tiho je vzel nase vse trpljenje, zadoščevanje za naše grehe, da nas reši. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet, kdo premišlja o njegovem rodu. Kajti bil je odrezan iz dežele živih. Močna je ta beseda. Bil je odrezan iz dežele živih. Zadet zaradi prestopka mojega ljudstva. Dali so mu grob pri krivičnih, gomilo pri bogatem, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo, če da svoje življenje v daritev za greh. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega sina, da bi se nihče, ki van verje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo, če da svoje življenje v daritev za greh. Jezus je dal svoje življenje v daritev za moje in tvoje, za naše grehe. To spoznanje je odločilno. Torej, da jaz povežem Jezusovo trpljenje z mojim življenjem. Da se Jezusu potem tudi zahvalim, pa rečem, Jezus, hvala ti, da si dal svoje življenje v daritev za moje grehe. Hvala ti, Gospod. In potem nadaljuje Izaija, da bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Jezus je vedel, v kaj je šel. In Jezus je tudi vedel, da je Oče z njim in da bo zmagal. Čeprav je šel v smrt, je vedel, da bo zmagal. In tudi njegova mati je vedela, da bo sin zmagal. Prav zato, ker je dal življenje v daritev za greh. Bo videl potomce, to smo pa mi, sadovi njegovega trpljenja, in bo podaljšal svoje dni, in to na veke. Ker Jezus je vstal in živi.
Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč. To je velikonočna luč. Za muko svoje duše bo videl luč. Jezus je šel v strahotno temo. Tema trpljenja, tema križevega pota, tema kalvarije, stemnilo je, kot beremo. Vendar je ta tema kalvarije bila pogoj, da zasije luč vstajenja. In tukaj je prerokovano, za muko svoje duše bo videl luč. Se sitil svojim spoznanjem, bo moj pravični služabnik opravičil številne njihove krivde, bo naložil nase. Zato mu bom dal številne v delež, to smo mi. Dal mu bom številne v delež, mogočne bo delil kot plen, ker je dal svoje življenje v smrt in bil prištet med prestopnike. Med dvema zločincema je umrl. In so rekli, zločinec med zločinci. Bil je prištet med prestopnike, nosil pa je grehe številnih in prosil za prestopnike. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Torej, ko se vprašamo, kaj je Jezus razlagal tema dvema, moral sem ta odlomek prebrati. Morda ga malo poznamo, pa veliko premalo ga poznamo. Glejte. Torej, ta dva sta poznala tudi to prerokbo iz Izaija, 4. spev o Gospodovem služabniku, vendar pa si nista mogla predstavljati, da je to rečeno o Mesiju. Mesija so si predstavljali kot slavnega, kot kralja, ne pa kot nekega zaničevanega človeka, polnega trpljenja in da bo ta potem rešil Izraela. To njima ni všlo v glavo in tudi nobenemu drugemu ne, tudi drugim apostolom. Glejte, ne, niso mogli razumeti, pa čeprav je prerokba jasna, ali pa če vzamemo tisto, kar je zapisano v 22. psalmu, kar je Jezus molil, 22. psalm, molil pa ga je na križu, kjer je dobesedno opisano njegovo trpljenje vnaprej. Psalmist pravi, moj Bog, zakaj si me zapustil? Daleč od moje rešitve so besede mojega vpitja. Moj Bog, kličem po dnevi, pa me ne uslišiš, po noči pa ni pomiritve zame. In ti si sveti, prestoluješ nad hvalnicami Izraela. Vate so zaupali naše očetje, zaupali so in si jih osvobodil. K tebi so klicali in so bili rešeni. Vate so zaupali in niso bili osramočeni. To je molil Jezus na križu, ta psalem. Jaz pa sem črv, ne človek, sramotenje ljudi, prezir ljudstva. Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo, kremžijo ustnice, zmajujo z glavo. Prepustil se je Gospodu, naj ga osvobodi, naj ga reši, saj ima z njim veselje. Zares ti si me potegnil iz telesa, me varoval na prsih moje matere, k tebi si bil vržen iz naročja, od materinega telesa si ti moj Bog. Ne bodi daleč od mene, saj je stiska blizu, saj ni nikogar, ki bi mi pomagal. Jezus na križu, to je molil. Obkroža me mnogo juncev, bašanski biki so me obdali, svoje gobce so razprli proti meni, kakor levki trga in rjove. Razlil sem se, kakor voda, vse moje kosti so se razklenile. Moje srce je postalo kakor vosek, raztopilo se je sredi mojega telesa. Suha, kakor črepinja je moja sila, moj jezik se lepi na nebo, smrtnih prah si me položil. Obkrožili so me psi, drhal hudobnežev me je obkolila, prebodli so mi roke in noge. Psalmist pravi vnaprej. Prebodli so mi roke in noge. Lahko preštejem se svoje kosti, oni gledajo, bulijo vame, razdeljuje si moje oblačila in za moje sukno žrebajo. Ti pa, Gospod, ne bodi daleč, moja moč, hiti mi pomagati. Reši pred mečem mojo dušo. Iz pasje šape mojo edino, odreši me iz levjega gobca, izpred bivoljskih rogov si me uslišal. To je Jezus molil na križu. Začel pa je s tem, moj Bog, zakaj si me zapustil? To je v 22. psalmu, stoletja predtem zapisano. Pa so učenci to brali in so znali, da niso vedeli, da se nanaša na Jezusa. Jim ni prišlo v
da bi to povezali z Jezusovo zapuščenostjo na križu, pa da bi povezali to, kar je rekel Izaija o tem trpečem Božjem služabniku, da se nanaša na Jezusa. Čisto napačno predstavo so imeli nekega slavnega Mesija. Bog je pa načrtoval tako, da bomo rešeni po trpljenju Božjega služabnika, ki ga je napovedal Izaija in o katerem je govoril na svoj način tudi psalmist. Vendar pogledajte, kako se lepo konča ta psalm, je pa poln upanja. Taka tema, pa vendar taka luč. To, kar je Jezus upal in vedel, da bo zmagal. Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom. Sredi zbora te bom hvalil. To je pa to Jezusovo upanje. Vsem trpljenju je pa rekel, bo prišel čas, bom oznanjal tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil. Gospodovo vstajenje. Tisti, ki se bojite Gospoda, hvalite ga, ves Jakovov zarod častite ga, trepetajte pred njim, ves Izraelov rod, zakaj ni preziral in ni zaničeval nesrečnega, ni skrival pred njim svojega obličja, ko je k njemu klical na pomoč, je slišal. Čeprav je Jezus umiral, je upal, trdno zaupal, da bo zmagal, da je Oče z njim. Čeprav je rekel, moj Bog, zakaj si me zapustil? Tako je šel Jezus storil smrt. Od tebe je moja hvalnica v velikem zboru, svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga bojijo. Ubogi bodo jedli in se nasitili. Hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo. Naj vam oživi srce zavedno. Spomnili se bodo in se vrnili Gospodu vsi konci zemlje. Jezus, ko umira, gleda naprej in vidi, moje žrtev ne bo za manj, bom zmagal, čeprav mi življenje odteka dobesedno. Mama stoji pod križem, zdi se, da je konec vsega. Vendar Jezus ve za vsebino psalma. Spomnili se bodo in se vrnili Gospodu, mi vsi konci zemlje. Pred njim bodo padle na kolena vse družine narodov. Zakaj Gospodu gre kraljestvo, vladarju nad narodi? Glejte. Zarod mu bo služil, o mojem Gospodu bo predovali rodu. Prišli bodo in oznanjali ljudstvu, ki bo rojeno, to smo mi, njegovo pravičnost, da je on to naredil. Mislim, da je potrebno, da sem prebral vsaj nekaj od tega, kar je Jezus razlagal učencem po poti. Piše, da jima je kar očital, kako sta kasna za verovanje vsega, o čemer so govorili preroki, zlasti prerok Izaija. Pa o čemer je govoril psalmist. To so skrivnostne prerokbe o Mesiju, ki bo ponižni Gospodov služabnik in bo vzel nase vse naše krivde in jih v svojem trpljenju nesel na križ in nas tako odrešil. Tega ona dva nista mogla razumeti, torej, da je bilo to potrebno in da smo tako mi odrešeni. In dokler jaz ne prepoznam v Jezusu, v njegovih ranah, to, da je on prostovoljno moje rane, moje krivde vzel nase in da je zaradi mene ranjen, da se je zaradi mene vse to dogajalo, o čemer smo slišali, govoril psalmist na Kalvariji ob Jezusovem umiranju, dokler tega ne razumem, ne morem razumeti tudi potem Gospodovega vstajenja. Lejte, Jezus je vstal iz smrti po strahotnem trpljenju, ko je sledila smrt, iz tega je Jezus vstal. Zato pravim, če danes oznanjamo Jezus je od mrtvih vstal, gledajte, kdo bo rekli, pa kaj za to? To se mene ne tiče. Seveda ne, če ti ne razumeš, da je moral biti prej umorjen, pa da je tvoje krivde vzel nase in da je bil ranjen zaradi tvojih grehov. Glejte, če jaz ne prepoznam v Jezusu, torej sebe, svoje življenjske zgodbe, tudi svojih polomij in svojih krivd in grehov, če ne prepoznam v njegovih ranah vsega tega, kar se je v meni zgodilo, te rane moje krivde, potem jaz nimam do Jezusa pravega odnosa. Jezus ni pač en človek, ki je tako dobro
pa je bilo, pa je od mrtvih stal, pa to. To, bi rekel, danes je vse mogoče. Čeprav to seveda, kdor tako govori neumnosti. Kaj pomeni od mrtvih vstati? Ampak to, Jezus je vstal iz smrti, ki je prostovoljno vzel nase in vse trpljenje, da me reši mojih grehov. To je pa druga zgodba. Glejte. Zato je važno tudi, glejte, vsako leto, ko stopamo naproti Veliko noči, da premišljujemo Gospodovo trpljenje, se poglabljamo in da v njegovih ranah prepoznavamo sebe, svoje rane, svoje krivde. To je pa druga zgodba, drugačna zgodba. In to je tisto, kar je Jezus njima, tema dvema učencama in nam govori po poti. Do Jezusa pridem v osebni odnos samo tako, da se poglobim v njegovo ranjenost, v njegovo trpljenje, ki je iz same ljubezni in da v njegovih ranah prepoznavam svoje rane, svojo zgodbo. Tako rekoč, zapisan sem v Jezusove rane. Zapisan v njegove rane, v njegovo trpljenje. In ki je ohranil 5 ran, da nam jih pokaže, poveličenih ran, v teh ranah moraš sebe prepoznati. Gospod, tu sem pa jaz notri v teh ranah. Zame si to vse prestal. Glejte, to je tisto, kar molimo tudi v molitvi Duša Kristusova, posveti me, trpljenje Kristusovo in tako naprej. Glejte, vse to, torej prepoznaj, kristjan, v Jezusovem trpljenju in v njegovi ranjenosti sebe. Če sebe ne prepoznaš, potem nimaš kaj, zdaj s tem dobro, pač govorijo kristjani, Kristus je vstal, pa dobro, pa naj ga imajo, pa je pa vstal. Nima osebnega odnosa. Če bi pa ti sebe poznal, svojo notranjo situacijo, pa si je priznal to, pa to si je priznal, pa to ni v redu, pa grešil sem, pa ni v redu, pa sebe samega ranil, ni znakazil. Dokler ne čutim tudi tega, kar pomeni krivda zaradi lastnega greha, ne potrebujem potem odrešenika. Jezus ni prišel na ta svet zato, da bi nam neke zanimivosti o Bogu pravil, pač nekaj še posebno zanimivega, ali sem in tja naredil kakšen tak hokus pokus čudež in tako naprej, kar bi nekateri hoteli. Jezus je prišel zato, da me reši krivde, da me reši greha, da bom notranje lahko dihal in živel in da bom svoboden. Ko sem zadnjič poudaril, kar je rekel Jezus sveti Faustini, je popolnoma v skladu s tem, kar smo danes brali o tem Gospodovem služabniku ali iz 22. psalma. Prišel sem, da ozdravim bolno človeštvo. Pa Jezus ne govori o teh boleznih zunanjih. Tudi to, hvala Bogu, je Jezus delal, pa tudi dela. Vendar glavno pa je to, da ozdravi človekovo bolno srce. Človekovo srce je pa bolno zaradi greha. To. Torej Jezus je odrešenik mojega srca in zato je šel trpljenje, zato je bil ranjen, zato je bil strt, zato je bil odrezan iz dežele živih, da tako rečemo. Zato je bil umorjen. Tega pa učenca dotlej nista mogla razumeti. Tudi apostoli tega niso razumeli. Vemo, kako je Jezus 3-krat napovedal, da ga bodo prijeli, da ga bodo obtožili, da ga bodo zasramovali in pretepali in da bo križan in da bo od mrtvih vstal. Peter mu je hotel to preprečiti. Gospod, nikakor ne, to ne gre. Ni šlo v logiko. Čemu je potrebno zdaj Mesija, pa da gre v trpljenje? Tudi nam to ne gre v našo logiko. Glejte. In Jezus se je trudil na poti v Emaus, da bi tema dvema povedal, poglejta, že naprej je prerok napovedal, tako boste rešeni. In počasi se je začelo svitati, da je bil zaradi mene udarjen, zaradi mene zasramovan, zaradi mene bičan. In to prostovoljno in iz ljubezni, ker me tako ljubi. Tako, kako je rekel apostol Pavel, ki je tudi spoznal to, on sicer, ki je drvel po napačni poti svojega farizejstva, glejte, je spoznal in na koncu rekel, vzljubil me je, mene grešnega, in dal sam sebe zame. Dokler ni tega spoznanja,
da me je Jezus, mene grešnega ljubil, da me je grešnega vzel in iztrgal iz te teme, da me je grešnega pritisnil na svoje srce, da je bil zaradi mene grešnega ranjen, da bi me svojimi ranami ozdravil mojih grehov. Dokler tega ne spoznam, ne poznam Jezusa. Čeprav znam lahko na pamet vse njegov življenje, pa veliko pesmic Jezusov čast. Dokler ne spoznam, da je bil ranjen iz ljubezni do mene, da me reši mojih grehov, da opravi zadostivno daritev, žrtev za moje grehe, ker temu mora biti zadoščeno pred Božjo pravičnostjo. Dokler tega jaz ne spoznam, ne morem imeti do Jezusa osebnega odnosa. Zato je človek, kristjan, ki nič ne premišljuje o Jezusovem trpljenju ali pa takoj po veliki noči, da pozabi na to, koliko je Jezus trpel, pravzaprav ne moremo reči, da je pravi kristjan. Jezus je ohranil svoje rane, da te spomni na ljubezen. Kako si me ljubil, Gospod. Vse te tvoje rane, 5 si jih ohranil, glede so zato, da me spomnijo na tvojo veliko ljubezen, zlasti pa rana na tvojem srcu. Torej, to je ta zgodba. In tako je Jezus, to je velikonočni evangelij, ko je šel v Emaus z njima, to jima je razlagal. Morda se danes čudite, ja pa to spada v postni čas. Ne. To je velikonočni evangelij. To je velikonočni evangelij. In kot tak evangelij, o katerem Jezus razlaga svoje trpljenje, čemu je to bilo potrebno, je tudi potem odprl oči tema dvema, da sta ga potem prepoznala kot stalega Gospoda, ko sta vstopili v gostišče in se jim je razodel ob lomljenju kruha. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni, on pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In stopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma. Odpiral pisma. Prosimo Jezusa, da bi tudi nam po poti govoril. Praznujemo veliko noč, vendar, če ne prosimo Jezusa, da gre z nami v Emaus, da nam po poti razlaga, čemu se je to moralo zgoditi, če nam Jezus tega, če ne dovolimo Jezusu, da gre z nami v korak in nas on osebno po Svetem Duhu vaja v skrivnost njegovega trpljenja in našega odrešenja, če tega ne storimo, potem je naša velika noč nekaj praznega, potem se nam niso odprle oči. Potrebno je, da prosimo Jezusa, da ostane z nami še in še in da nas poučuje, čemu je to bilo potrebno, da je on trpel in tako tudi od mrtvih vstal. Jezus Gospod moj živi, Jezus Gospod moj živi, Jezus Gospod